Pozdravljeni na zajtrku z avtorji. Danes bomo najprej gostili ekipe kratkih filmov in so že tukaj z nami v studiu. Tako da v bistvu bi jaz kar najprej predstavila ekipo filma Ciper-Coper oziroma mogoče lahko kar sama poveš, kaj je bila tvoja vloga v filmu? Jaz sem Zarja Menard. Moja vloga v filmu je bila pa v bistvu, sem bila art direktorica, pa ilustratorka, pa animatorka, pa še malo sem scenarij delala, glavno, ker bilo stvari, no. Smo kar se malo porazdelili, več stvari smo delali hkrati. Torej, Ciper-Coper je animacija o dogodivščinah navihanih čarovnic, ki nočeta k zobozdravniku in enega posebnega mačka. Tako da zanima me, kje se je porodila ta ideja o čarovniških vajankah? A so posredi kakšne lastne izkušnje, mogoče veš? V bistvu je pač animiran film je narejen po knjigi avtorice Ide Mlakar. Pač priredili smo to njeno zgodbo, ki v bistvu ima tudi, je že več knjigic o istih likih napisala. Tako da eno od teh, ki sem jo tudi jaz ilustrirala, v bistvu smo potem spremenili v animiran film. Je ta knjiga že tudi na prodaj? Ja, v bistvu je bila na prodaj, včeraj sem zvedela, da je razprodana že, tako da mogli bojo ponatisniti, če jo boste hoteli dobiti kje. Koliko dela pa bilo vloženo v to? Kakšne vrste animacije v bistvu to je? Ja, to je v bistvu 2D računalniška animacija. Jaz sem vse like in ozadja in vse sem v bistvu risala na računalnik. Potem smo pa predvsem v programu After Effects smo potem to animirali, te delčke. Je bilo koliko časa približno? Je to trajalo? Časa, mislim, smo delali kakšno leto pa pol. A smo nekaj tazga? Kakšno leto pa pol smo delali, ja, vse skupaj. Ta moj del je bil kar dolg, no, jaz sem kar si vzela veliko časa. Veliko enih stvari je bilo za narisati. Ja, mislim, da se tudi v filmu vidi, da ste si dosti pozorno vzeli ta čas. Prosim. Je vprašanje iz občinstva mogoče bilo? Jasneje. Torej, ta film bo verjetno bil v distribuciji, ali bo še kakšno bo njegovo življenje od zdaj naprej? Kakor vem, ga zdaj pošiljamo po festivalih. Potem pa ne vem, verjetno bo tudi na TV prišel, pa tako, v bistvu, to je bilo za producenta vprašanje, ampak ja, po festivalih še, mislim, da je bil v Romuniji, pa kaj še bo. Krasno. Najlepša hvala, Zarja. Hvala. Zdaj pa kar gremo k drugi ekipi, in sicer, oziroma k režiserju filma Všečkana. Pozdravljen, Dražen. Ja, zdrav. Všečkana je svarilna zgodba o pasteh življenja na internetu, bi rekla. In zdaj v tem filmu je življenje junakinje Anje izgledalo zelo glamurozno. Kakšno dekle je Anja? A sta to s scenaristko imela v mislih kakšno posebno zgodbo ali je bilo to čist plod domišljije? Ja, kot prvo v bistvu Všečkana temelji na podlagi resnične zgodbe, ki se je zgodila eni najstnici, ki se je zapletla v tak podoben škandal. Ampak jaz mislim, da je to drugače zgodba, ki mi vsi gledamo vsak dan. Ne? To je zgodba, Facebook zgodbe se pišejo same od sebe. Ne? In dejansko bo to treba nekako strniti v eno tako konkretno, kompaktno formo, ne? In mogoče vse te stvari poudariti, ki se dogajajo okrog nas. Ne? Skratka, jaz mislim, da je glavna tema tega filma to, da je veliki del današnje mladine priklopljen na to virtualno realnost in odklopljeno od ta prave resničnosti, ne? In ko tukaj nastane neka razpoka, se mora sestaviti nazaj. Ne? In ta film, tema tega filma je vračanje k primarnim človeškim odnosom, vračanje k družini, odkrivanje, kdo so ta pravi prijatelji in tako naprej. Pa se ti zdi, da so današnji mladi bolj izpostavljeni pritisku? Sploh, recimo zdaj strani vrstnikov si že rekel, kaj pa pač tukaj še šola in potem njihovi lastni starši. Ste mogoče to želela tudi zaobjeti v tem vrtincu, ki se v bistvu zgodi v njenem življenju? Definitivno. Jaz mislim, da pač veliki del današnje mladine kreira nekako svojo samopodobo in ratinge in ustvarjajo si nek vtis, kdo so prek zbiranja teh všečkov. In na ta način se majčkeno odtujijo od tega njihovega pravega, hočem biti to pa to, delam to pa to, zato ker imam to rad, ampak je vse nekako usmerjeno na to zbiranje teh všečkov. Tako da
v bistvu se želela mogoče tudi kakšno rešitev nakazati? Ja, jaz mislim, da ta film definitivno nakaže, ima žarek upanja, ne? In definitivno ni zabetonirano neko sporočilo, ampak odpira številne teme, o katerih se je treba, pač jaz mislim, nujno pogovarjati in razglabljati, ne? Ker definitivno ni rešitev zdaj tega, da se izpišeš z Facebooka in greš na Facebooka pa social network abstinenco, ampak dejansko te stvari lahko imajo tudi pozitivno učinek, ampak jih je treba ukomponirati z pravo mero, za neko normalno dozo vsega skupaj, najti neko harmonijo, ne? Kako se je pa v bistvu glavna igralka v filmu? Kakšen je bil v bistvu casting proces, ki ste jo imeli že v mislih na začetku? Ja, jaz mislim, ta casting je bil zelo intuitiven, ne? Tako kot so vedno castingi pač pri mojem filmu, ne? Ti nekako upaš, da boš dobil določen spekter emocij in čustev določenega igralca. Je pa zagotovo Inja Zalta za mene, bom rekel, jaz sem z njo že prej sodeloval, smo imeli že skupaj en film 2 let nazaj tukaj v Portorožu, to je bila ena kratka igrana romantična komedija z naslovom Paket. In tukaj sem začutil nek potencial pri njej in s tem, da je ta vloga je bila 10-krat težja, kot je bila tista, ker dejansko je film razstal na prav faktor, gre čez vzpone in padce in mislim, da se odlično obnesel in sem zelo zadovoljen s tem, kaj smo v smislu nekega igralskega performansa. Kakšno bo pa nadaljno življenje tega filma, kako ga vidiš? Nadaljno življenje, v bistvu se veliko pozitivnih stvari se s tem filmom dogaja že zdaj, ne? To pomeni, s tem filmom je Mestni kinodvor je lansiral novo platformo, ki se reče Cinema on Demand. Prejšnji ponedeljek smo imeli svečano premiero, 2 razprodane projekcije in so že 3 nove projekcije bukirane. To pomeni, da film bo do nadaljnega na sporedu v kinodvoru, dokler bo povpraševanja. Povpraševanje pa zaenkrat zelo veliko, ker smo film dejansko tudi lansirali prek teh družabnih omrežij med folk. In so se tukaj že razplantere in debate in pohvale in tako naprej in se dejansko film lansiramo temu filmu prek najboljšega možnega kanala, družabno mreže, ne? In vse nekako sovpada, ne? Drugače smo že dobili ponudbo za odkup strani televizij, naslednji teden pa se mi zdi, da je že na mednarodnem festivalu v Kairu, Egipt, v tekmovalni sekciji in od tam naprej bomo pač gradili neko njegovo distribucijsko pot, ne? Ste mogoče kakšne kritike dobili, mogoče strani mladih? Mladi so izjemno, moram reči, da sem kar ponosen na to, izjemno čustveno percipirajo ta film in so se zelo poistovetili in samo formo, kakor je z vsebino filma, ne? Ker v bistvu ta prva projekcija filma je bila teenage predpremiera in je bila namenjena izključno srednjim šolam in je že ene par profesorjev prišel do mene in so rekli, da pač ta film ga vidijo kot del rednega kurikuluma za srednje šole slovenske in jaz mislim, da če bo do tega prišlo, da smo dosegli svoj cilj, ne? Da dejansko film nagovarja točno ciljno populacijo na točno takšen način, kot bi to mogel početi. V redu. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Zdaj bi pa v bistvu vprašala ekipo Meni ptič, tebi nič, animiranega filma, ravno tako. Hudomušne basni, ki jo zaznamuje precej črn humor in pa nekatere življenjske modrosti. Tako da v bistvu bi Koljo Saksido, ki je bil mentor delavnice, pri kateri je ta film nastal, mogoče več povprašala na začetku o tej delavnici. Kakšna delavnica je bila to? Ja, dobro jutro oziroma dober dan. Šlo je za eno od vrst naših delavnic, ki jih v Zavodu Zvik organiziramo, ampak ponovadi smo jih organizirali za otroke ali pa mladostnike. Prvič smo pa organizirali delavnico za odrasle v trajanju 2 tednov. In v teh 2 tednih je 10 punc izdelali in zgodbo, like in tudi zanimirali film. V 2 tednih je minuten film nastal. Potem je z nami tudi avtorica, oziroma ena od soavtoric, ne? Ja. Mogoče se lahko predstaviš? Ja, jaz sem Tanja Semjon. Drugače sem ilustratorka, no, ampak animacija me zelo zanima, tako da sem bila zelo navdušena, da so te delavnice bile zdaj pač ponujene tudi odraslim. Tako da ja, ta film je nastal pač v bistvu ekipno, ne, torej nobena od nas ni pač prevzela točno ene določene vloge, ampak smo vse pač se preizkušale skoraj z vsem. Torej od pisanja nekega scenarija, delanja storyboarda,
potem izdelovanje lutk in tele same scene, potem tudi samo animiranje in snemanje. Kaj je bilo pa najbolj zahtevno? Gotovo pač to animiranje. No. To je bilo, smo se razdelili pač tako malo po dnevih, tudi nekako ni imelo smisla, da smo več kot 2-3 tam, a ne. In to je pa pač seveda, vsak gib je treba lutko premakniti, posneti, lutko premakniti, posneti. In to je tako zelo, zelo natančno delo. Pa tudi te lutke so bile malo take nagajive, da če se je ena stvar premaknila, se po možnosti še 10 drugih, a ne. Tako da je bilo kar tako natančno delo. Pol pa... Kako ste se pa glede zgodbe v bistvu zmenile? Zdaj, kdo je bil idejni vodja oziroma kdo je našel te pregovore? Zgodbo smo v bistvu, vsaka je lahko predlagala pač neko svojo zgodbo in potem smo v bistvu to dali vse na kup. Pa smo pa z mentorjem v bistvu malo predebatirali tudi, kaj bi bilo izvedljivo, ker smo bili omejeni s časom. Pa tudi s samim tipom animacije, pač koliko je dejansko bilo možno narediti v teh 14 dneh. In smo pol nekako tudi tako izglasovali, pač da je ta bila nekako vsem najbolj všeč, ta basen. Taka simpatična, pa tudi v animaciji se zda marsikaj fajn narediti. In smo pol se odločili za to, tako skupinsko. Zdaj nočem izdati sicer nobenega konca te zgodbe, si ga mogoče pogledate sami, ampak se vam mogoče zdi, da se te življenjske modrosti, ki jih predstavite v filmih, potem potrjujejo tudi vam v življenju, ali je to preveč negativen pogled na življenje? Pa vem, včasih tako, mislim, tako kot vsaka basena, oziroma te take pregovori, pa to mislim, da v nekem trenutku v življenju sigurno pač vsak pomisli, se to je pa res taka stvar. Tako da mogoče ne lih vsak dan, oziroma tako, ampak mogoče v kakšni situaciji pa res tako rečeš, to je pa res prav za basen. Kaj pa kakšni plani za naprej? Si bi še v bistvu konkretno ti ali pa s to ekipo naprej mogoče delala? Ja, mislim, da ostale punce tako so tudi zelo iz različnih področij, nekaj malo iz produkcije, malo iz montaže, tudi z nekaj glasbo, pa gledališče, se mi zdi, da se tudi nekaj ukvarjajo, pa prevajanje, pa tako da smo pač zelo, zelo različne. Zdaj jaz pač se ukvarjam tudi na splošno z ilustracijo, pa tudi z animacijo, tako da mene to zanima. Zdaj ekipno pa ne vem, bomo videli. Ampak upam pa, da bo še kakšna delavnica, da bomo še kdaj... Ja, to sem tudi želela vprašati, mogoče Koljo, mogoče za vse interesente ali pa za tiste, ki ne poznajo, kje si lahko pogledajo, kdaj bo kaj še mogoče načrtovano? Naslednjo leto. Ampak je pa omejeno število, Kakšna spletna stran ali pa kaj takšnega? Ja, pošiljamo prek naše adreme pa na naši Facebook strani. Tako da prek teh online kanalov se ponovadi zve. Najlepša hvala. In še zadnji predstavnik filma Jašek, režiser Urban Zorko. Živ. Pozdravljen. Zdaj Jašek je absurdna črna komedija o človeku v jašku, ki ne more zlesti ven. Imaš mogoče ti kakšen boljši opis kot ta, ki sem ga jaz zdaj tukaj poskusila? Ne, si kar prav povedala. Pač to je človek, ki je na začetku, ne bom o koncu govoril, ampak skratka, njegovo stanje je dokaj nespremenljivo v tem smislu. Ja, vašemu temu ubogemu junaku, če mu smemo tako reči, v bistvu, se kar zvrstijo res mučne situacije ena za drugim. In me pač zanima, če se v bistvu ti sam tako počutiš, ti si tudi scenarista tega filma. So bile to zdaj tvoje lastne izkušnje, ki si jih zbral, ali si mogoče kaj potenciral? Ja, mislim, doskrat se mi zdi, da pač nekako avtor da v junake kosce sebe, tako da tukaj so seveda neke izkušnje, ki sem jih preklet kot, ne vem, SP-ovc ali pa človek brez pogodbe, brez identitete na nek način, take doživljal, tako da ja, so delci teh izkušenj, vsakem odlikov, vsaki od situacij, ampak so nadgrajene na ta
absurden način, nekam v domišljijski svet, recimo. Ne. Kje si mogoče črpal kakšne vplive iz literarnega sveta ali pa gledališkega? Ja, v bistvu tukaj smo se lotili enega še kar zanimivega izziva, ne, in to je prevesti ta absurdističen svet, ki ga mogoče malo bolj poznamo iz teatra v tem smislu, ne, v film. Ker ja, preveva ga ta, recimo, da drama absurda. Feeling, ne. Zdaj mene zanima, kako je v bistvu snemanje potekalo. Je bil to dejanski Jašek, od katerega ste zdaj postavili vašega igralca in vašega DOP-ja? Ja, moja res pobožna želja je bila, da bi bil to ta pravi Jašek, kar seveda se pol ni zgodil. Si vdahnil, verjetno, da je... Ja, marsikdo si vdahnil, tisti, ki je imel finance, čez ne toliko. Ampak ja, zgradili smo svoj Jašek na neki tam puščobi, neki goščavi ob Ljubljani. Smo pač pripeljali cevi, ga razrezali, naredili pač ta prav filmski set, no. In stlačili not junaka in DOP-ja, ki sta imela kar nek tak mali svoj doživljaj, ne, not, ker sta bila samo ona dva pravzaprav. Ste se posebej navezala verjetno ena drugega. Tako nekako, ja. Mogoče še kakšnimi drugimi težavami. Tukaj produkcijsko je bilo verjetno kar zahtevno pri tem filmu, ne? Ja, predvsem zaradi tega, ker je bil pač budžet je bil relativno nizek. Imeli smo pa kar enih velikih stvari za premikati, ne, že sam en kos tazga Jaška je tako tono, težek 2. Tako da take stvari je treba postaviti na svoje mesto, jih potem primerno scenografsko opremiti. Tako, v tem smislu je bil kar izzivalen, mislim, izziv ta film, ne? Glede na to, da v bistvu ima samo, se pravi, dve produkcijske lokacije, se pravi, 2 lokacije v resnici, no, ena zgleda na filmu. Ampak ja, precej dela za to dejstvo, no. Še mene zanima pač to nadaljnje življenje tega filma, pa tudi mogoče tvoji projekti, če so že kakšni znani. Ja, v bistvu, se pravi, najprej nadaljno življenje filma se šele začenja. Zdaj delamo festivalsko strategijo, pravkar gre na to festivalsko pot, tako da ga bomo pošiljali okoli. Je pa tukaj RTV glavni v bistvu kot producent oziroma producenta. Lahko rečem še to zdraven, da v bistvu tukaj smo, pri tem filmu sem se jaz res trudil, mogoče kot ena zanimivost, da smo imeli ekipo, ki je bila vsa na nek način v taki situaciji, kot je junak. Pravzaprav, ker večinoma v tistem delu svojega življenja, se pravi neki mladi SP-jevci, freelanceri ali pa ljudje, ki so imeli diplomo ali pa ne vem kaj so, skratka filmski profesionalci, ampak ne, malo mlajši, nekje 25-35. In sem zelo ponosen v tem smislu na njih, na vse nas, ker so res naredili dobro stvar. Ja, kar se tiče pa prihodnih projektov, pač naša produkcija, mi zdaj delamo nove kratke filme, en kratek film počasi, o tem še ne bi preveč govoril, pa dokumentarc, ki bo imel za opraviti z Šoštanjem, termoelektrarno in usodami ljudi tam, predvsem usodami nenavadnih ljudi tam. Hvala lepa, Urban. Jaz bi se zahvalila tudi vsem vam in vas v bistvu prosila ekipo oziroma zbrane tukaj za en aplavz. Z mano je pa zdaj že prvi del ekipe drugega programa in sicer študijskega filma Ena, ki se je včeraj predstavil. Pozdravljeni. Živijo. Ja. Pa bom kar začela s tabo, Aron Horvat, režiser filma Čilak. Sem pravilno povedala, Ana? Ja, Čilak. Čilak. Okay. Čilak je en poseben človek, ki življenje posveča raziskovanju nenavadnih pojavov in energiji. Kje si našel naslovnega junaka svojega dokumentarca? To se je zgodilo čisto po naključju. Pač iskal sem te teme, kot sem včeraj povedal, in preko enega prijatelja, ki veliko potuje, mi ga je predstavil oziroma omenil, da on pozna tega odštekanega lika, ki bi lahko pač bila zanimiva tema za moj dokumentarec.
Pozneje sem pa izvedel, da dejansko ta Čilog, Janu, je že bil pri nas v Prekmurju, ker se je pred leti tam pri nas odvijala neko srečanje realistov, ki je ena posebna sekta, ki veruje v izvanzemeljska bitja in pač nisem se jaz toliko poglabljal v to, ampak da pač oni častijo to in verjamejo, da obstaja nek planet, kjer so ti ljudje tam naseljeni in imajo tam svoje bogove in tako naprej. In naj bi bila Lendava ena izvorjene energijske točke, kjer se oni potem zberajo, baje imajo ogromno finance pač pokrite in so dobro založeni, tako da pač si lahko privoščijo, da tam en teden bivajo in potem imajo tam neke aktivnosti in se spoznavajo in je bil Čilog tudi del tega. In potem je pobral neke določene informacije za tega kraja in je se odločil, da bo prišel raziskati te govorice, ki se tam širijo in to je bila tema. Koliko časa si pa imel za priprave na ta dokumentarec, glede na to, da je to študijski film? Ste omejeno pač količino časa? V drugem semestru prvega letnika smo začeli pisati scenarij, oziroma smo zbrali idejo. Čez poletje sem jaz na nek način njega pripravljal na to, da bo velika ekipa, da bo pač kamera prisotna in tako naprej. Potem pa v drugem letniku, v prvem semestru smo se še pač te lokacije pa potek na nek način dogovarjali. On je dejansko to svoje raziskovanje načrtoval za konec septembra lanskega leta, ampak potem smo nekako uskladili, pa smo uspeli se dogovoriti, da je prišel šele decembra. Tako da ja, dobro pol leta na nek način. Ste potem tudi med snemanjem je ekipa začutila kakšne prisotnost posebnih bitij ali pa energij? Ne, tega ni bilo. Oziroma pač zanimivo je bilo to, da med tem, ko smo snemali, se je razvila ena debata med člani ekipe tudi o tem, da kdo v kaj verjame, da pač vsak reče, da obstajajo nezemljani in te različne teorije zarote. Zelo je bilo zanimivo to, da v bistvu je film v madžarščini in jaz sem bil edini član ekipe, s kateri sem vedel z njim komunicirati. In on tudi ni razumel to, kaj se mi pogovarjamo. Sicer je z Vojvodine, tako da nekatere besede je razumel, ker srbsko govori oziroma razume. In potem je včasih se zgodilo, da je prišlo do določene zamere ali nekaj, ker pač recimo ekipa se med sabo pogovarjala, mogoče celo ne o njemu, ampak pač o teh zadevah in potem je to narobe razumel in se užalil in zato je tudi zadnji dan odpovedal, je več ni hotel sodelovati z nami. Pa je film mogoče videl, si mu ga poslal? Ja, jaz sem ga poslal, rekel je, da pač, da je okej, da on nima nič proti, da je to vse legit. Edino me določene zadeve, ki niso se pojavile v filmu, me je začel potem spraševati, zakaj to nisem uporabil. Ampak ni bil toliko problematičen prek e-mailov, kot pa v živo. Hvala, Aron. Zdaj bi pa v bistvu kar k Damirju Grbanoviću se preselili. Damir, ti si avtor, celostni avtor v bistvu filma Happy Birthday, ki je animirana zgodba o eni zelo čudni babici in zloveščih golobih. In vas bo verjetno spodbudila, oziroma vas mogoče že je, če ste jo videli, da pokličete svoje stare starše. Vse mene je. Se je poklicala pol. Res sem jo, včeraj. Odlično. Kaj pa ti? Kličeš svojo babico redno? Ja, v bistvu še bolj ona mene, tako pač. Damir to, Damir uno, Damir tretje. Oziroma ponavadi uno rab nekoga, da se pogovarja, pa ki se steno ne more se pol spomniti name. Pa je bila mogoče ona navdih za ta glavni lik? V bistvu sem zanj razmišljal, že ko se je spraševala, ki pol zmeri se nekaj spomnim, pa sestavljam skupaj zgodbo. Niti ne zato, ker ona ni hranila golobe. Ona je zmeri z dedkom živela in je bilo to pač čisto srečno pa vse, ampak živim pa v bloku. In tam ima še en kup ljudi, ki hranili golobe non-stop. Del zgodbe tudi z Portugalske prihaja, ki je ena mama tako metala kruh dol in pol je bila prva ideja, kaj pa če mama dol pade, pa jo bojo pol pojedli. Tako da ja, tako da. Pol je tako, ko sem vse pomešal, pa prišla ena zgodba ven. Smiselna, več ali manj, ja. Kakšna je bila pa ta tehnika animacije, ki si jo uporabil tukaj v tem filmu? V bistvu gre za 3D, zmeri nekaj razlagam,
čudaško, tako da sem zdaj prevlekel, lani sem nekaj kazal. Narisan je na 2D na papir, recimo to je golob, to je noga od goloba, kljun, klemajo še zobe za horror verzijo, to sem pol malo prilagodil. Tako da to jaz pač narišem, ne? In pol to je recimo zgornji pokrov torte, stran od torte, poskeniram oko od babice, ki mora biti večje zaradi detajlov, to ven zrežem, poberem in začnem zlagati na enostavne objekte v 3D, tako kot recimo mreža kock, recimo očala od babice, ta niso bila v redu, ročko od očala, mašenca, ki ima na glav za lase, pulover štrikan, pa te zadeve, ura, nihalo, tako in pol pač, ko zrišem en kup teh zadev, gramofon, plata, to so recimo teksture za stene, pa to se aplicira recimo za kredite, na objekte, v računalnik zloži in se zrenderira in prija tako ven. Pač, tako da je v bistvu iz 2D-a narediš 3D, že ta ideja mi je bila, ne ono. Bom 2D naredil, pa iz 3D, ki lahko bi na računalniku direkt narisal. Bi bilo veliko bolj smiselno, sam smiselne zadeve niso toliko zabavne. Se popolnoma strinjam. Če mogoče želite še kasneje kaj več zvedeti o tej tehniki, kar vprašajte Damirja. Jaz grem pa zdaj k zadnji avtorici tukaj v tem sklopu, in sicer Kemi Muc, ki je režiserka filma Na novo, ki je pa zgodba o tragični izgubi, s katero se soočata dve sestri. Mene pač zanima to dolgočasno zdaj začetno vprašanje, odkje je bilo v bistvu, kje si črpala navdih za to zgodbo, ki se zdi dosti osebna na nek način. Ja, no prvo moram povedati, da se to na srečo ni meni zgodilo, tako da ni to zdaj toliko osebna zgodba, je pa neka taka zgodba, kako bi mogoče jaz odreagirala, če bi se mi kaj takega zgodilo, tako da nisem po nobeni življenjski zgodbi ali pa da bi se zdaj nekaj izmišljevala, ker pač to tudi mi bi bilo preveč, ne vem, fake. In sem pol pač v bistvu, kako bi jaz, če bi mi nekdo tako na hitro umrl, oziroma prva ideja je bila malo drugačna, da je bilo to film o eni punci, ki v bistvu se nekaj dosti hudega zgodi in pol se nekako skrega z vsemi svojimi, zaradi tega, da ne bi oni nekako trpeli z njo. In pol je pač iz te prve ideje prišlo ven nekaj malo drugače, ampak mislim, meni je še skozi to približen, kaj sem hotela povedati, no. Kako je bilo pa z izbiro igralk? Si imela njo že ves čas v mislih ali si imela kakšne težave v bistvu s kombinacijo, kjer je bila najboljša? Pa v bistvu, kar je mogoče zanimivo, najprej sem imela zbranega Gregorja Grudna, ki je igral tega moža od Petra, starejše sestre. Njega sva v bistvu s Pijo, so scenaristko, sva se že odločili, ko sva pisali scenarij, da pač je to on. Ni odvesen, pa nekako pol, vedno sem čez poletje izvedela, živo sem že prej videla v ene parih filmih in mi je bila kar všeč in sem pa izvedela, da prihaja na akademijo, tako da sem se pol čim prej povezala z njo. Ana je pa tudi nekako, ne vem, pol smo se malo pogovarjali s šolci, debatirali tudi s profesori, mentori in sem se nekako za njo odločila in sem pa tudi več kot zadovoljna, no. Najlepša hvala. Jaz pa vabim kar naslednje avtorje, da se mi pridružijo. Vam se pa seveda lepo zahvaljujem, pa za en aplavz prosim, seveda. Na odru oziroma v studiu pozdravljam zdaj že drugi del ekipe oziroma drugi del ekip sklopa. Tako da bom kar v bistvu začela z filmom Oddaljen spomin in z avtorico Valerijo Zabret. Pozdravljam, Valerijo. Tvoj film je takšna poetičen portret neke ladje. In me zanima, ti si bila avtorica tudi te poezije v filmu. Mogoče mečkan več ozadja o tem, kako je sploh nastala ta ideja, da bi predstavila ladjo. Ja, v bistvu bili smo na tej ladji en teden, to je bilo v sklopu delavnic Adire Art, to je v bistvu več šol, naša šola, Visoka šola za umetnost, Graška šola, pa Reška akademija še, in smo imeli delavnico site-specific instalacije in performansa. In v bistvu namen delavnice je bil, da smo na tej ladji en teden, da nas ta ladja navdihne in na podlagi tega naredimo neko instalacijo oziroma performance. Jaz pa, ker se ukvarjam z videom in filmom, sem dobila inspiracijo, da bi pač v mojem fohu nekaj naredila.
In potem sem se pač prepustila tej ladji, to je ladja Galeb, Titova ladja, zapuščena, zdaj je tam propada, imela je bogato zgodovino in na podlagi tega sem se en dan dejansko usedla na eno skalo, na morje, bilo je toplo, malo noge sem imela v vodi. In je v bistvu tako prišla ta poezija do mene in potem sem tudi začela snemati film in ta film je v bistvu nastal ločeno, se pravi, sem snemala vizualno poezijo in potem sem združila še z besedo, tako nekako na hitro. Na začetku je en tak zelo zanimiv kader plavajoče banane, ki ni čist naključen. Ne. Kakorkoli se zdi naključno, ni, ne? Ker ta ladja je bila zgrajena za prevoz banan v Jugoslaviji, da bi nam prinesla boljše življenje, ker banane so bile včasih luksus. Tako da meni se je dejansko ta ladja zasmilila, ker je bila za ta namen zgrajena in pozneje so jo izkoristili za pač te vojne namene. Tako da nikoli ni dejansko banan prenašala, ampak vsem se mi pa posvetila to pesem in spomin na to, da bi mogoče bilo drugače, če se vojna ne bi zgodila. Naracijo, oziroma pač bere v bistvu tvojo poezijo v filmu Ulaj. Kako pa se je zgodila ta kolaboracija? Ulaj je bil v bistvu na tej delavnici kot mentor za performance. On je dejansko tudi imel nek performance pol tam in ker smo se dosti združili, mi je njegov glas bil zelo všeč, ker je tak, v bistvu neka nizozemska angleščina, tak zanimiv, globok glas in že ko sem pisala pesem, sem imela njegov glas v mislih in ga potem tudi mu predstavila projekt in je bil zelo navdušen in je bil seveda tudi takoj za in je bilo to tudi zanj nek performance polno. Rekel je, da še nekaj tazga počel in mu je bilo tudi njemu zelo všeč, da nekaj novega naredi. Tako da Hvala sva lepa. se združila. Hvala, Valerija. Zdaj bi pa kar režiserki filma Ringelspiel-Vikend. Bom vajine imeni prebrala. Ester Ivakič in Teja Mihulič, da vaju ne zamenjam slučajno. Ringelspiel-Vikend je en zelo poseben vikend, ki se ne konča dobro ali pač, so mogoče kaj, to je bila moja interpretacija. Kako ste se lotile, ste obe pisali scenarij drugače, kako ste se lotile prepovedovanja te zgodbe, kaj vaju je v bistvu nekako zanimalo? Ja, v bistvu smo črpali neko inspiracijo iz vsakodnevnih vtisov, ki jih dobivamo čez življenje in potem smo prek tega nekako stvorile zgodbo in naredile neko atmosfero, ki jo čutimo iz različnih koncev in krajev sveta. Ja. Mislim, smo si skozi zapisovali pač na te male fleše, pač ne vem, kak bi ne vem, pač, ta človek, kak bi pač bil nek človek, ki bi pač imel neke take hibe in neke druge in pa so pač nek način gradile ta karakter tega fanta, ki mu je ime Ribes. Sem pač to se ne vidi v filmu. Ampak ja, pač bolj smo nekako naredili njega in pol je šlo vse naprej intuitivno. Ja. Tudi vizualno je precej zanimiv film, tudi kako je zmontiran. Recimo, ste imeli kakšne reference posebne v mislih pri tem, kakšne druge filme, mogoče iz kje druge? Mogoče, ne zavedam, mislim, sigurno jaz smo. Ja, definitivno. Ampak nismo pa zdaj rekli. Ziher. Ja, tak pa tak bo. Ampak ja. Ekipa igralcev se pozna že od prej, sem imela takšen občutek, da so tudi v resničnem življenju prijatelji, verjetno. V bistvu ta pač ekipica, ki so se med sabo, pač ne glavna enaka, to so pač vsi, ja, to so pač vsi študenti iz našega faksa in se itak poznajo med sabo. Ampak ta punca pa ta fant, ki sta pač bila glavna, sta se pač prvič spoznala en dan pred snemanjem, tako da ja, ona dva se pa nista poznala, ker sta tudi druge, ne. Že včeraj sem vprašala, ampak dajmo tukaj še enkrat za te mogoče, ki so danes prvi z nami. Fen na koncu filma ni bil vklopljen, ne? Mislim, sem bolj razmišljala, ni bil, ne. Ne. V redu. Pol mogoče je srečen konec, vsekako. Samo Bog ve. Nikoli ne veš. Najlepša hvala. In gremo še v bistvu k zadnjemu avtorju, in sicer k Mitji Mančku, ki je avtor filma Kompozicija. Ti v bistvu nisi bil v sklopu študijskih filmov, moramo to povedati, ampak je bil tvoj film predvajan pred filmom Idila včeraj. Tako da me zanima, kaj pa misliš o tej kombinaciji tvojega filma in Idile? Pa ne vem, pač
Ja. Se ti je zdelo, da je bila uspešna? Ja, jaz mislim, da je funkcioniralo. Ti uporabljaš posebno tehniko, ne? Mogoče bi lahko, oziroma animacije, pa mogoče poveš kaj o navdihu, oziroma pa tudi o tem postopku, kako dejansko delaš ta način. Zdaj v bistvu to je moj drugi animirani film, ki je narejen s to tehniko praskanja na filmski trak. Je pa prvi animirani film, kjer je tudi zvok praskan na filmski trak. In ja, mogoče ta povezava tle z Idilo, če je to prva slovenska grozljivka, tle je tukaj prvi film tak, ki je v bistvu narejen v Sloveniji zvok na tak način, se pravi, da je praskan direktno na filmski trak. Koliko časa ti pa tak proces vzame? In koliko metrov filmskega traku? Več kot si želiš povedati. Pač 3 minute filma sem popraskal, čez 30.000 črtic, v bistvu pač tak film, kjer sem hotel dejansko pač sliko in zvok nekako pač uskladiti med sabo, se pravi, da sta popolnoma usklajeni. Spomnim se pač animacij na glasbo, kako so animacije v bistvu interpretacija glasbe. S tem filmom sem pa dejansko želel pokazati, da to ni interpretacija moja, ampak da je to v bistvu isto, ker sem z isto potezo čez filmski trak ustvaril tako sliko in zvok. Meni je zelo fascinantno to, tako da upam, da če še niste videli njegovega filma, vas tudi vabam k temu, mogoče veš, kje bo... Ja, v Beogradu bo, pa v Novem Sadu drug mesec. Krasno. Najlepša hvala, Mitja, pa tudi hvala vsem vam. Zdaj bo pa še ena zelo kratka pauza, po kateri bomo pa nadaljevali pogovore z avtorji. Hvala vam. Lep dober dan. Nadaljujemo te zajtrke z avtorji iz tropsko vročega Portoroža, zato se tudi zelo potimo. Če nas vidite, da nam je vroče, je to zaradi tega, ker je v tem studiu, AKTV studio v Portorožu, mislim, da temperatura dosega 35 stopinj. Pozdravljena ekipa filma Idila, Tomaž Gorkič, Jurij Drevenšek in Nejc Seje, direktor fotografije Winkler, v bistvu moška stranska vloga, in režiser in scenarist. Ženska stranska vloga, Tomaž Gorkič. Bi začel kar z enim klasičnim vprašanjem. Vaš prvi celovečerec pa že grozljivka? To je neverjetno, to je res neverjetno, tako fantastično. Dajmo zdaj resno, v bistvu, jaz bi pokazal eno stvar, v bistvu promocija filma je ena zelo pomembna zadeva, zato tudi sedimo tukaj. Film se predstavlja na festivalu in Tomaž Gorkič in ekipa Idile je v bistvu bi si zaslužila vestno za promocijo filma, bi jaz temu rekel. Edini ste, ki dejansko ste pospremili film z plakatom, z karticami, Zoran Smenjenič celo riše strip, majice, vse, kar gre zraven v bistvu, da se o filmu sporoča še na različne načine. Odkje, Tomaž, v bistvu ta ideja, če začnemo v bistvu od zadaj govoriti o tem, kako se v bistvu predstavlja film, ko je že narejen in posnet? Ja, mislim, da je v bistvu pač film ena vizualna stvar, tako da treba pač ga podprti s čim več drugimi vizualnimi stvarmi. In strip je ena izmed njih, majica je ena izmed njih, plakat je ena izmed njih, tako pač ni neke strašne filozofije, se v bistvu je to osnova. Spletna stran? No ja, se pravi, to je neka osnova, ko v bistvu danes mora neka vsak stvar imeti, da lahko sploh pride do tebe. Tako ni pač samoumevno, da bodo ljudje zdaj to vsi vedeli, vse vedeli. Film ima tudi že dogovorjeno kinematografsko premiero, ne? Oktobra začne, pač pa
čez cel oktober počas po celi Sloveniji. Zdaj pa gremo od začetka v bistvu. Slišal sem, da si pripravljal to zgodbo oziroma ta projekt zelo dolgo časa, da je to traje, mislim, v tvoji glavi že nekih 10 let, ne? Zdaj, če to ta... Ja, ni glih tako, ne, pač v bistvu to je plod najnega sodelovanja z Nejcem, ne, pač scenarijo je veliko, denarja pa malo, ne, in v bistvu ta je nastal pač na osnovi tega, kako čim bolj zanimiv film posneti za čim manj denarja, ne, da sploh, mislim, konec koncev, kdo ti pa sploh danes da denar za film, se to ni toliko lahko do tega pridete, ne. No, v bistvu govorimo seveda o low budget produkciji, ne, zdaj kaj že to pomeni za slovenske razmere, itak smo vsi na low budget, bi temu rekli, ne. Ampak ste pa uspeli združiti, v bistvu je koprodukcija treh v bistvu studijev oziroma produkcijskih hiš, Blade produkcija kot glavni producent, Strup produkcija, katere zastopnik tudi Nejc kot direktor fotografije in New Frame, ki itak sodeluje pri večini slovenskih filmov v postprodukciji. To je torej sodelovanje, bi lahko rekli organsko, neverjetno, se poznate Ja, v bistvu je tako, da na New Frame smo dobili pol šele, ko smo začeli zares postprodukcijo delati, ko smo se začeli pogovarjati, kako bomo film dokončali. So seveda New Frame-ovci zelo prijazno pristopili, tako kot verjetno, ko sem projektem zelo zainteresirano in tako da so se pol tudi nekako opisali med koproducente. Dajmo malo v zgodbi povedati. V bistvu, Tomaž, te liki, ki so vsi res detaljno, natančno narejeni, zdaj ne govorimo o njihovem fizičnem izgledu, bomo bolj z Jurijem tega Wintlerja malo bolj prekomentirali čist, kako fizično trpeče je bilo odigrati to vlogo, tudi za tebe. Ampak sama psihologizacija, predvidevam, da si ljubitelj žanra, v bistvu, grozljivka, da si videl ogromno filmov, da je to referenca v bistvu iz žanra, ali si poskušal to prilagoditi nekim slovenskim razmeram, ali si vzel neke like iz drugih filmov, konkretnih, bila kakšna referenca, ki jo najdemo noter. Zdaj, ljubitelji žanra verjetno prepoznajo mogoče tudi kakšne aluzije. Mislim, tako me rekel, pa če gledam vse filme, ne glede na žanr, ali so zdaj to grozljivke ali pa grenko kisle komedije, ali kako se že temu reče. Tako da tukaj ne delam nekih, nima predsodkov, bom rekel tudi. Zdaj pa sami liki so pa tako, ne. V bistvu pač nek odraz Slovenije, bom rekel, v bistvu pač od tega malo bolj ekstremnega do manj ekstremnega. Se v bistvu konec koncev, bom rekel, kakor so pač bizarni pa rekel tudi groteskni, so po drugi strani čisto realni. Tako da pač film je pač malo fikcija, pa si lahko človek malo več prvošči. A si imel igralce, ko si delal izbor igralcev oziroma casting, si jih imel že nekako v glavi, si spremljal, recimo, kaj ljudje počnejo, si ti kdo pomagal pri izbiri igralcev? Ja, sem pomagal, pa tudi seveda, tako kot si rekel, pač igralce pač vidiš, spremljaš, greš ga gledati, špioniraš ga, pa ga pokličeš, pa ga vprašaš, če bi mogoče delal s tabo. No in Juri, kako je bilo v bistvu ta odločitev? Si takoj sprejel oziroma si premislil kaj? Ne, takoj. Ampak tudi, mislim, vse pri nas nimaš možnosti, da bi zdaj skozi delal nekaj grozljivko, tako da v tistem sem se v resnici takoj odločil, zaradi tega. Ti si drugač igralec v mariborski drami, ne? Trenutno, ja. In praviš, da rad filme delaš, če te le kdo pokliče. Valjda. Dajmo reči, ok, zdaj ta maska, o čem smo se malo pogovarjali, si razlagal, pa če res razložiš v bistvu preko tega procesa maske, predvsem na tebe, bomo začeli se malo o maski pogovarjati, ker se mi zdi ključna v tem filmu. Sodelavec na maski je bil, a on srpski avtor, Sandy Kumalkanta? On je indonezijski Srb. Aha, torej indonezijec, ki živi v Srbiji in obvlada materijale. Mislim pač kiparje, diplomiran kiparje, zdaj se pač odločil, da bo pač s prostetiko se ukvarjal. In kako je to konkretno izgledalo v bistvu? Snemali ste 20 dni, če se ne motim, v bistvu tudi zelo hitro. Ja, bi se izgledalo, da si vsak dan pred snemanjem, smo kaj, 3 ure, jaz sem bil konkretno 3 ure v maski, pred samim snemanjem, pa uro pa pol so ti potem snemali to, ne. Jaz sem imel pač čist cel obraz od polovice, prst sem bil cel poliman, no. Tako da, najprej ti dajo neke
neke variante na obraz, da se čim manj potiš, potem pa pač imaš to gor tistih 8-12 ur, dokler se ti ne stopi dobesedno. In to je to. Lotos Šparovec v bistvu v vlogi Francla še več kot ti ali nekaj približno? Ne, Lotos je imel hecno zadevo, ker si je ta pomočnica vmes zlomila roko in je mogel potem to delati, tako da je Lotos prišel 5 ur pred snemanjem, so ga delali 2 uri, sem preletel jaz in on spal 3 ure na kavču, da so ga potem dokončali. Tako da mislim, zanimiva izkušnja, v resnici je ful, tam sediš pa neki drugi procesi se ti v resnici zgodijo, ne, ker je, ne bi zdaj rekel neka meditacija ali pa nekaj takega, ampak se, na nek način se učiš izklopiti, ne. Mene je vedno zanimalo, kak ti Američani, ko so govorili, da tam sedijo isto na tem stolu, pa evo, mislim, zdaj vidim, kak je to, no, mislim, zanimiva izkušnja. Pod samo masko, pod to težino, pod to v bistvu vročino si se uspel boljše ulika Ne bi rekel, bilo je čisto drugače. Jaz, ko sem imel prvič masko gor na sebi, mi je bilo zelo hecno, ker sem se gledal tam v tisto ogledalo pri njih v studiu in se sploh nisem, mislim, to je nek drug človek, no, in to dojemanje, da je to nekdo drug, je v resnici, ker karkoli ti z grimaso narediš, ni tvoje, no. In tako da na neki način je pa to celo osvobajajoče potem, ker se ne ubadaš sam sabo. 20 dni je trajalo snemanje, ne, če se ne motim? 19 dni. Torej zelo, v bistvu hardcore izkušnja za vse, nec, fotografija, v bistvu posebnost, oziroma težave pri tem snemanju, poleg tega, da se seveda interjeri, večino se delali. Težko bi govoril o težavah, zdi se mi, da smo imeli blazno srečo z vremenom, da smo sploh lahko, ker se pač glavno vse dogaja v eksterjeru, oziroma sicer so interjerji, ampak to je bilo manjši del snemanja, ne. Snemali smo v hribih, kjer se vreme zelo hitro spreminja, tako da smo imeli eno blazno srečo, da smo sploh lahko to posneli sploh lansko leto, ker je takoj po našem zaključku snemanja začel padati dež in je padel do konca septembra, oziroma tako da. Če ne bi ujel... Sreča, da je bil budžet tako nizek, da ni bilo snemalnih dni, ne? Ja, ne, to bi bilo težko reči. Kaj pa lokacija? To si ti Tomaž našel ali spet je kdo svetoval? Ja, ne, lokacijo sem pač jaz poiskal, pač sem se malo vozil po Sloveniji gor pa dol, ne. Užival v teh lepotah, te naše prelepe domovine. In to je to, ne. Na Gorenskem ste dali kaj konkretno? Ne, pač kaj jezersko pa predel, se pravi Prbovcev. Na samem snemanju v teh 19 dneh ste kaj improvizirali, si puščal improvizacijo oziroma tudi ste igralci imeli možnost v bistvu vpliva oziroma svetovanja oziroma ne? Konkretno, snemalna knjiga... Ja, seveda, zato pa lahko to posnameš v 19 dneh, zato ker imaš pred stvari toliko naprej pripravljene in ne prideš na set pa gledaš zdaj, ali mogoče z leve ali pa z desne, ampak imaš točno pač in to je to. To je pač to prekletstvo low budgeta, da pač si nimaš časa zmišljati pa z direktorjem fotografije iti na pivo pa počakati, da bo tisto oblak prišel, da bo bolj difuzna svetloba. A ste v bistvu včeraj scenograf Nartnik imel na odru tak čustveni izliv po premieri filma, po projekciji? No, jaz mislim, da je bilo tudi to nekak odziv na to vse slovensko sceno, pač, če nekdo ni razumel njegovega sarkazma, mu jaz ne moram pomagati. Dobro. Zanima me to, ker nekaj govoril o 3D računalniški predpripravi filma, mislim, da je to malo, ni bilo nič takega, da bi kadre v bistvu pripravo imel tudi vizualizirano naprej oziroma... Ne, je, pač dejansko v tem programu, ki smo delali, pač je en tak 3D program, kjer ti pač to postaviš, pač imaš te 3D objekte, jih lahko noter daš iz tega... SketchUpa, pač to, ker imaš pač odprto banko na internetu in noter si pač daš, ne vem, mize, stole in tako naprej, sekere. Tudi Lotosu nisi pustil čist nobenega malo bolj samo svojega načina, v bistvu profesionalci so naredili res, kar si povedal in... Vse smo imeli vaje, pa smo se zmenili in to je to, ne. Se pravim, na samem snemanju ti dejansko lahko narediš sam tiste popravke, da stvar malo boljš izpade, zdaj pa, da boš pa tam vadil, pa ne vem, kadre odkrivil, pa mogoče glih ni najbolj primeren prostor za to. Na koncu filma, v bistvu zelo, kako bi temu rekel, produkcija in tudi ta vizualna plat filma, dejansko, sem že prej rekel od plakata do kartice, ampak tudi špica filma, vse je blazno estetsko premišljeno in lepo narejeno, ampak na koncu filma se pojavi v bistvu ta posnetek
Zine, Slovenke Zine, ne, ki v bistvu mrtva obleži na trati in gre v zoom out. In podloženo je z komadom, z pesmijo, ki si jo ti napisal, Ljubezen. Ja, življenje v resnici. Bi mogoče, bi nam... Kaj si recitiral? Ja. Ne bi. A ta pesem, v bistvu, besede te pesmi so zelo pomembne, ne? A je mogoče to bilo, si ti zgradil film okoli te pesmi ali to nastalo kasneje? Ne, kasneje je to nastalo. Dobro. Nec, telefon izključimo. Jaz bi zdaj v bistvu, ker smo dal možnost vprašanja občinstvu, ker se ne dogaja ravno pogosto zaradi pomanjkanja časa, a ima kdo kakšno vprašanje konkretno? Niti ne? V redu? Niste pripravljeni? Kaj bi še povedal? V bistvu zdaj, ki ga gledaš, ne, v bistvu, v postprodukciji, a vidiš, Tomaž, recimo, kje trenutke, kje bi pa rekel, zakaj nismo imeli še par dni, oziroma zdi se mi, da to je to posneto, v redu. Mislim, ni. Pač tukaj so neki kompromisi, ki so mogli biti, tako je, ne. Zdaj pač vsaka stvar ima pač nek rok trajanja, pač zdaj za nazaj gledati, kaj bi lahko, kako je lahko bi zdaj še 2 leti ga montiral, pa čakal, da bo pač lepše vreme, za nas pač ne gre to tako, ne. Mislim pač, vsaj moje mnenje je tako, ne, zdaj. Ljudje smo si pač različni, mogoče kdo drug to drugače vidi, ne. Film bo potoval po festivalih, se ga tudi pošilja v tujino, v bistvu kar nekaj festivalov horror filma obstaja po svetu, ne, pomembnih, ampak verjetno je želja, da bi bil predstavljen pač na filmskih festivalih brez te definicije žanra. Te gre malo to na živce, v bistvu, če se toliko postavlja ven ta žanr, pa... Niti ne, pač jaz bi rekel, zdaj ni... Pač ta naš film je pač en mali doprinos slovenski kinematografiji z naše strani, zdaj to, jaz ne vidim to nič takega, zdaj pač festivali, težko je z drugimi filmi se pač primerjati, mislim, glede na to, da pač pri filmu seveda denar zelo veliko pomeni, to je dejansko pač slika pove svoje, mislim, imaš ali nimaš, in zdaj, veliko se že tudi rečemo na Grossmanu, ko smo imeli, pač so imeli vsi filmi pod 3-4 milijone budžeta, ti si pa ne ve, kako smo temu tekmovalnem programu imeli tako, no, ajde, no, ampak ja. Se najbolj važno, da ljudje to pač vidijo. Če govorimo, mislim, pri grozljivki so specialni efekti in maska dejansko to zelo veliko stane, ne? Se verjetno ljudje niti ne zavedajo, da je dobro narejeno, ne? Vi ste pa tle dejansko morali tudi paziti, šparati, včeraj sem jim pravil, da ste, v bistvu najtežje bilo, da po vseh krvavih prizorih bilo treba očistiti, ponovno sceno spraviti na prvotno stanje, ne? Ja, se to tisto, kar najbolj stane v bistvu, pač, da imaš ti kaj sem, da pač, ne vem, zdaj prizor tako, kar je, mi tebe tukaj stolčemo in pač režiser pravi, to pa ni dobro, da te še enkrat pomeni, da treba pač vse ponovno postaviti, kot je bilo, se pravi, vse stran vršiti, spucati in to pač stane, ne. Zato večkrat, ja, pač, ne. Mi smo imeli pač vse zračunano, ne, in ne vem, si imel 3 maske, naprimer, ko smo njega tam ubijali, ne. 3 poskusi in to je to, ne. Ja, 3 poskusih je mogel ratati, ne, zdaj pač vsak poskus je stal pa 300 €, ne, zdaj pa meni se zdi to veliko, ne, pač nekaj ljudje dobijo 300 € za cel mesec za živeti, ne, ti jih pa takole, ne, tako da to so te... A je bil šnopc dovoljen na sceni? Ne. Striktno? Ne. Tudi šnopc klape ni bilo, ne. Ne? V bistvu film o alkoholizmu, ampak v bistvu proti alkoholizmu, mislim, da je ta sporočilo notri skrito, ne, dejansko velik problem v Sloveniji, ne. Mislim, da tudi vsi vemo to, kako to gre, tudi včeraj zvečer smo doživeli svoje, tako da... Ja. Juri, daj ti poveš v bistvu čisto konkretno to sodelovanje z ostalimi igralci, Lotos Vincent Šparovec, Nina Ivinišin, super smo se imeli. Sebastian Kavaca, Nika Rozman. Super smo se imeli, v resnici smo bili ena prav lušna ekipa, ko smo si zelo zaupali, več ali manj se poznamo že odprej tudi, tako da in smo res, mislim, imeli smo se fajno, vse tako je Tomaž rekel, smo pa itak imeli več ali manj že vse stvari zafiksirane in smo se po na snemanju lahko sem zabavali še eno. Mislim, tu pa tam smo še kaj zraven posneli malega, neke slince, pa to smo se zabavali, ampak to pa je bilo to. Obstaja making of v bistvu in je na spletni strani? Ne, ni narejen še, ni še časa bilo. Dobro. Obstajajo posnetki. Obstajajo posnetki spravljeni. Če ima kdo željo po temu, moj dan. Nec, evo, zvoni alarm, to pomeni, da smo nekako izkoristili ta naš čas. Še kaj zapovedati, tako pomembnega, oziroma kakšno sporočilo v vesoljno Slovenijo, ki nas spremlja v bistvu iz vseh krajev Slovenije, ne?
upam, Ja, da. jaz bom rekel, pač ne biti Slovenci, pa čakati, da bo kino prišel na televizijo, pa je tega v kino gledati, reč. Zelo pomembno, bravo. Mislim, da bomo s tem pozivom v bistvu gledanja filmov v kinu končali ta del in se pripravimo še na naslednji pogovor z ekipo filma Dom, z Metodom Pevcem, kratka pauza in lep pozdrav iz vročega Portoroža. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Nadaljujemo zajtrki za avtorji. Z nami sta režiser, scenarist in snemalec filma Dom in pa producent Metod Pevec in Danijel Hočevar. Jaz bi v bistvu mogoče začela z nekim takim zelo klasičnim vprašanjem, ki bi bilo za vaju oba. In sicer, kdaj se je prvič porodila ideja za ta film in kako je v bistvu potekala potem sama pot od te ideje do izvedbe? Včeraj smo se nekaj pogovarjali o tem, da je bilo kar težko pridobiti dovoljenja za snemanje, predvsem recimo na gradbiščih, tako da bi mogoče kaj več o tem povedala. Ja, mislim, da je začetek pri tem, pravzaprav, da sem jaz sam en proletarski otrok in da sem nekako to proletarsko občutljivost ves čas čutil in sem se sprašal, kaj se nam pravzaprav zdaj dogaja, kako sta živela moja starša, kako je živela moja družina, ki je bila proletarska in kaj je zdaj. In potem sem ves čas, ker je v sosednji ulici, živim predmestju, ki je tradicionalno delovsko predmestje Ljubljane v Mostah, in tam se te spremembe, ki so se zgodile v družbi, nekako bolj vidne, bolj opazne. In hodil sem pač mimo tega samskega doma in skozi ta gola okna včasih opazoval to očitno siromašno življenje za temi okni. In to je bil moj impuls. Enostavno samo to. Čutil sem, slutil sem, da je za temi okni so zgodbe in potem sem pač nekega dne preprosto vstopil, prav tako fizično, nisem vedel, kdo živi not, nikogar nisem poznal, pojma nisem imel in sem iskal pač, preprosto prepričan sem bil, da bom šel not in da bom spoznal ljudi, rekel dober dan, jaz bi pa snemal film. Potem sem bil prepričan, da bom to najlažje izvedel, če poiščem hišnika in sem ga tudi poiskal, sem ga našel in me je fizično, lastnoročno ven vrgel. Tako se je pač začelo. In potem sem, češ da nimam dovoljenja za snemanje, to je danes ta mantra, za vsako stvar rabiš dovoljenje, ker smo v taki demokratični, fini družbi. Dovoljenje za karkoli in jaz nisem imel dovoljenja, da bi tam noter snemal. Potem sem prosil za dovoljenje v firmo Vegrad DD v stečaju. So začeli komplicirati, ja pa dajte, veste kaj, se bomo mi zmenili na mesto vas, bomo mi z delavci govorili, vam bomo mi vse zrihtali, sem rekel, puste, to bom jaz, Seveda so govorili s hišnikom, hišnik je povedal svoje mnenje in jaz dovoljenja nisem dobil. Tako da v bistvu do tega, da sem potem noter imel sobo, prišlo zaradi tega, ker sem pomislil, oni imajo proste sobe. Stečajna upraviteljica se mora vesti gospodarno, ekonomsko, ona meni ne more zavrniti, da jaz najamem sobo, ker se bo bala, da bom jaz potem to izkoristil, ker tako to tečejo stvari zdaj sam prek tega pravniškega mehanizma. In potem seveda so mi dejansko dali sobo in ko sem bil jaz v domu, so mi pač malo težje preprečili, da bi snemal. Še vedno pa brez dovoljenja vse, seveda, To pa ne. Kako pa mogoče iz producentske strani, kako je potekala? Ja. V bistvu je bil to relativno enostaven film, producentsko gledano. To ni bil film, ki bi razen teh nekih, rečemo, težav ali pa malih zapletov z dovoljenjem imel neke velike producentske probleme. Metod je pač to idejo imel v sebi in je takole večkrat omenil že, mislim, da 3-4 leta nazaj, tako rekoč. In potem se je stvar začela odvijati nekje v začetku leta 2013 bolj intenzivno. In mi smo v bistvu stvar začeli, preden smo
pač imeli kakršnakoli sredstva za produkcijo pridobljena in Metod je nekje spomladi 2013, tako kot piše tudi na začetku filma, mislim, da je bil to april 2013, začel tudi uradno snemati. Potem smo tudi iz tega v prvih mesecih posnetega materiala naredili tudi nek predstavitveni trailer in s tem sva potem na tistem pogovoru, na tistem kratkem piču na Filmskem centru projekt tudi predstavila. Spomnim se, da je Metod naredil v bistvu 3-minutni trailer, ki je v bistvu vseboval tisto kuhanje tistega pasulja, ne? In to smo uporabili kot nek tak predstavitveni moment, okrog katerega sva potem še bolj podrobno predstavila projekt, ker pri dokumentarnih filmih ti nimaš scenarija ponavadi, ti imaš neko vsebinsko zasnovo, začneš projekt predstavljati in nekako se nam je zdelo, da je ta kuharija s tistim, kar je bilo napisano in s tistim pogovorom nekako najbolj mogoče privlačna za neko predstavitev tega filma. Jasno, takrat je bila ta tema že zelo močno prisotna v vseh medijih, tako da v bistvu ni bilo nekega velikega problema pri pridobivanju sredstev na samem Filmskem centru. Je pa na drugi strani bilo zelo zanimivo, da smo potem v teku same produkcije poskušali pridobiti sredstva tudi na razpisu RTV-ja in to na razpisu za koprodukcije, ne. Naša želja je bila predvsem pridobiti pravico do brezplačne uporabe tistih insertov iz njihovih oddaj, pa še nekih minimalnih tehničnih sredstev. RTV to ni zanimalo, ne, in so nas na koncu zavrnili, tako da smo mi končali projekt tako, da smo tiste inserte po domače povedano plačali po ceniku in to je to, ne, tako da. Drugače pa ni bilo nekih posebnih zapletov. Je pa bilo tukaj veliko improvizacij, velikih iznajdljivosti je bilo potrebnih pri prepričevanju raznih odločevalcev, ki jih je bilo pa zelo veliko, da so nam dovolili snemati tukaj pa tam, pa da smo uspeli pridobiti dovoljenja tudi od staršev, recimo teh mladoletnih otrok in da smo pač z domom sklenili nek dogovor. Tukaj je pač bil Metod v prvi osebi tisti, ki je pač to nekako najbolj prevzel in zato, ker je bil tudi prisoten in tudi zato, ker je pač bil avtor in so pač nam šli na roko, no, tako na nek način. Torej, meni je bilo najtežje, če govorijo še z producentskega aspekta, kar se dovoljenj tiče. Če sem šel jaz na katerokoli gradbišče, to je bila takoj grožnja s policijo, z ne vem kaj, kakšna kamera, sam bež stran, zato ker vsi nekaj skrivajo in potem kamera lahko to razkrije, mislim, zabeleži, dokumentira, aha, ta delavec je bil ta datum tam, in pa seveda nikoli ni nič urejeno, nobeni papiri niso urejeni, zato te pač preganjajo, dobesedno. Jaz sem imel dovoljenje lastnice v Avstriji, lastnice hiše, investitorke, je rekla, ni problem, ampak ko je prišel pa gazda, tako imenovani, pa policija, ne, pol je bilo tako, zato tudi so kakšne stvari posnete tako, pač tako, ker enostavno, če delaš tako malo na črno, je tako. Kar se pa tiče še eno, bom Daneta dopolnil produkcijsko, mislim, da bi tle morali v špico napisati, koliko včasih napišejo, da niso bile mučene živali ali kaj podobnega. Je bila tle zavestna odločitev in bi morali napisati, vsi nastopajoči v filmu so dobili honorarje, so bili plačani in to je morda en večjih stroškov v tem filmu. Namenoma z odločitvijo, da mi pa tokrat ne bomo prileteli tja, poskubili njihove zgodbe in hvala lepa in adijo. Tako da so bili dejansko vsi plačani, pač honorari so, kakršni pač so pri slovenskem filmu, ampak to je bil kar občuten delež proračuna tega filma, ki je sicer bil dejansko preprost, glede na to, da je bila ekipa mikro, ali pa sploh ni bila. V bistvu gre pri tem filmu pravzaprav tudi na nek način za neko medijsko kritiko prezentiranja teh delavcev pa njihovih zgodb. Zelo všeč mi je ta del iz filma, ki je nek tak meta moment, ki pridejo iz televizije posnet to njihovo zgodbo in pač kako je to predstavljeno, kar se zgodi, ko ona intervjuja tega delavca in njemu zazvoni telefon in ima tak zelo pokroviteljski odnos do njega, plus ta gledališka predstava ima tudi nek tak moment, pa me samo zanima, pač je bila to zavestna odločitev, kaj si s tem želel
Ja, očitno so, nakazati. tam se vidi, da je tako na začetku kot na koncu telefon je danes pomembnejši pravzaprav od vsega. Očitno teh telefonov se držimo. Ampak ja, to je tudi širše pomembno vprašanje zame, ki me je najprej zelo begalo. Sveda so vsi mediji prihajali tja, ampak to me ni motilo nasprotno. Jaz sem jih bil vesel, da so prišli, ker sem takoj bil z njimi v navezi, da so me pač obvestili, zdaj prija ta televizija, pa jaz hiter s kamero tja, da to zabeležim. Prihajali so redno, ko sem jaz to spremljal, ljudi sem poznal, jaz sem opazil predvsem to, da, ker je bilo zame, bi rekel, iritantno, da pravzaprav v teh medijskih dnevno-informativnih poročilih so vedno pravzaprav junaki teh zgodb, ti naši sloviti negativci, ki jih več čas spremljamo, Hilda, skratka, in vsi drugi tajkuni. Oni so pozicionirani kot junaki, ki so sicer se, oprostite, zajebala, ne? Ampak oni imajo to vlogo. Delavci so imeli pa samo vlogo, da to, kako bi rekel, ilustrirajo, da dajo neko kredibilnost zdaj temu prispevku. In vedno so bili plasirani tako, kot približno mi imamo pri filmu statiste, ne. Moraš jih imeti, zato da je množica, ne. Zato jih moraš imeti. Ne pa, da bi oni res bili osebe, ki so tukaj žrtve, ki so prizadeti, ki so ljudje, ki imajo svoje čustva, ki imajo svoje družine, ki imajo, ne vem, svoje strahove, svoje negotovosti. In ko sem to dejal, sem ves čas vedel, da mene pravzaprav to ne zanima, da ti mediji mi ne bodo ničesar vzeli. Me pa sprva, ker je s tem povezano vprašanje, begalo vprašanje, zdaj bom jaz tole 1 leto, 2 let snemal, ta čas bo pa ta kriza minila, pa bomo pa neaktualni. Pa se je izkazalo, da seveda ni ne kriza minila in da to sploh ni kriza, ampak temeljita sprememba neke družbene ureditve in da je kriza seveda samo navidezno populistično ime za to spremembo, ki je očitno trajna. In potem mi je bilo jasno, da sploh ne moram zamuditi, zaradi tega, ker bi lahko snemal še očitno še nekaj let, pa bi bilo to kar tako, ali pa bo samo še hujš. V času, ko sem jaz snemal, se ni nič spremenil na boljš. Za njih, mislim. Ja. V bistvu torej spremljamo dvoje različnih protagonistov. Na eni strani imamo te bivše Vegradove delavce, v bistvu na drugi strani imamo pa ta neka mlada dekleta, ki tudi živijo v tem domu. Kako si se odločil, da boš v bistvu združil obe te zgodbi, ki sta na nek način so različne, ampak se pa v zelo velikih elementih tudi povezujejo na nek način. Ja, s tem sem imel grozno veliko problemov, sploh v montaži, ne. Ker kako to spraviti zdaj pod eno streho? Že res, da so vsi pod eno streho, ampak fakti bruti so, da je v tem domu 19 lastnikov, da ima ta dom 3 vhode in da je to seveda en grozen kaos in da je pač to, ko bi rekel, ko je ena sirotišnica enega mesta, tja se pač odlagajo socialni problemi in mi nič s tem nimamo. Seveda je to težko skupaj spraviti, ampak pol počasi se mi pa zdelo, to je vse isto, to je tako, se mi je zdelo skoraj malo kot pri Aleksandrinkah, oni so očetje, ki nimajo svojih otrok, tam pa so otroci, ki nimajo svojih staršev oziroma ne morejo z njimi živeti. Saj na nek način so kompatibilni, čeprav nimajo nič med sabo, ne. Oni imajo svoj vhod, te imajo svoj vhod, oni imajo svoje nadstropje, oni imajo svoje nadstropje in se praktično niso srečevali. Mogoče so se včeraj prvič srečali, čeprav so vsi tako malo poznajo, ne, na oko. Ampak oni so mene spraševali, kdo so to? Najprej mislim, so to neki kao študente, ki tam najemajo, pa tako. Nič niso vedeli drug o drugem, ne. To je razrezano, tako čist. Pa vendar ista stvar, ja. To je kar zanimivo. Kako pa ste se včeraj kaj pogovarjali s protagonisti, kako so oni doživeli ta film, ko so ga gledali skupaj z vami v amfiteatru? Treba povedati, da je bil proces tak, da so večinoma film že videli v neki delovni verziji, ker z to skupino otrok smo imeli dogovor, ki smo ga do konca spoštovali. Prvič, dogovor je bil dovoljenja staršev, dogovor je bil, da se seveda njihovo sodelovanje plača, dogovor je bil, da ko je film posnet, da oni film pogledajo in pravzaprav avtorizirajo, ne. In sicer vzgojitelji. In tako smo skupaj z vzgojitelji pogledali tisto prvo verzijo filma in avtorizirali, se pravi, kar pomeni, da smo najbolj boleče stvari ali pa najbolj tvegane stvari iz filma izrezali, ne.
preprosto to enostavno se mi zdijo oni pomembnejši od filma in si nisem želel, da bi kakorkoli komorkoli škodil in vzgojitelji so tle tako izkušeni, da dobro vejo, da ta izjava pa lahko otroku nekoč škoduje in smo enostavno takrat ven to zmetali in takrat so oni prvič film videli. Sam so videli delovno verzijo in niso bili vajeni tega, kakšen je pa finalni občutek, tako da so bili včeraj vseeno kar veseli in zadovoljni. Nekaj podobnega velja pa za delavce, so tudi enkrat nekateri, samo 3 od njih, tako v enem sproščenem vzdušju pogledali film, ampak so tudi film kot filmsko izkušnjo prvič doživeli včeraj. Ja. Še zadnje vprašanje za Danijela. Film je bil premierno prikazan na festivalu v Sarajevu, sedaj v Portorožu. Kaj pa naslednje pride v kino? Ja, mislim, mi bomo na vsak način film prikazali v kinih. Tako kot z vsemi drugimi filmi, slovenskimi še posebej, glede na to, da pač film nekako štarta na kinodvorane iz art kino mreže, je pač velik problem timing, ne. Filmov je preveč, dvoran je premalo in mi čakamo, oziroma se zdaj dogovarjamo za začetek predvajanja v Ljubljani oziroma tudi v drugih mestih, ne. In takrat, ko bomo ta datum vedeli, ga bomo pač poskušali postaviti tako, da bo za film in za samo zgodbo najbolje. Na vsak način pa gre za en tipičen primer enega filma, kjer bo treba delati tako malo bolj event distribucijo v smislu predstavitve, pogovora, nekaj takega. Ampak jaz mislim, da glede na nekih izkušnjah do zdaj z dokumentarci, tako z Aleksandrinkami, kot še s kakšnimi drugimi, mislim, da za to temo pač bo obstajal določen interes in da bomo z nekim primernim, ne bi zdaj rekel, promocijskimi sredstvi, ne, ker to je malo čudno zveni za tak tip filma, lahko naredimo film zanimiv za gledalce. Ne. Tako da na vsak način pa ja, mislim, to je film, ki je narejen za kino, ki je bil tudi mišljen za kino, konec konca tudi na razpisu, na katerem smo dobili sredstva, pač se ti zavežeš, da boš film pokazal v kinodvoranah. To ni TV dokumentarc per se, ampak film, ki bo prikazan tudi v kinodvoranah. Je pa res tudi to, ne, da za tujino, predvsem za prodaje, bo pa potreba narediti tudi krajšo verzijo, ne, ker pač televizije v tujini so pač predvsej bolj strukturirane in igra verzija dolga do 56 minut in to bomo mogli pa še narediti. Ne. Ok, Metod, Danijel, najlepša hvala. Mi pa v kratkem nadaljujemo z naslednjim zajtrkom. V studiu se nam bodo pridružila ekipa filma Dekleta ne jočejo. Ponovno lepo pozdravljeni. Tokrat je z nami direktno iz Bruslja v studio priletel Klemen Dvornik. Njegov film Luči mesta je bil prikazan včeraj. Gre za kratki film, ki je nastal po gledališki predstavi. Bi nam mogoče kaj več povedal o tej predstavi in kako je v bistvu ta predstava potem postala scenarij za ta kratki film? Ja. Tak si je predstava, ki je v bistvu bila napisana za strani Gorana Vojnoviča, ki je tudi scenarist filma, za City Teater. V predstavi igrata Klemen Slakonja in Tadej Toš. Predstava je sestavljena iz niza zgodb, ki se zgodijo v noči in pač so to različni ljudje, ki sedajo v avto in taksisti jih vozijo okrog in okrog teh voženj se dogajajo pač zgodbe. Mi smo zbrali, oziroma Goran je zbral eno od zgodb in jo adaptiral v scenarij za kratek film in to je zgodba o starejšem gospodu, ki se usede v avto in v bistvu je taka nočno popotovanje. Taka zanimiva nočna epizoda. Tako je. Je pa film zelo zanimiv tudi iz vizualne plati. Zelo je zanimivo posnet, zelo tak deluje svež in tako nov, nekaj, kar bi kar gledal še nekaj časa, ne samo v taki kratki verziji. Pa me zanima, je šlo za... Ja, v bistvu, tako je, ko sem z Milošem Srdičem, ki je direktor fotografije, sva razmišljala o tem, da je treba narediti vtis mesta. In odkar so
v Ljubljani se špara, oziroma mislim, da na drugi strani je ta ekologija svetlobe prisotna, se pravi, da je po noč kar temna Ljubljana. In je edina ulica v Ljubljani v resnici svetla, je Slovenska. In mi smo imeli eno tako mogoče produkcijsko srečo, da so takrat Slovensko zaprli. In smo v bistvu snemali na ulici, ki je bila v gradni sicer, in je bila, tam se ni nihče vozil, in izkoristili to ulico za v bistvu nek eksperiment, tudi glede postavitve luči in tako. Za razliko, ko se včasih se pri filmih, oziroma dosti pogosto je, da se, kadar se snema z avtomobilom, se snema s prikolico ali pa z nekimi rigi na avto. Mi smo pa tokrat imeli, to je bila Miloševa ideja, da je bil v bistvu, smo imeli posebej avto, ki je poleg našega avta vozil luči. Tako da so se v bistvu cel set luči vozil zraven snemalnega avta, mi smo bili pa v dejanskem avtu s kamero. Zanimivo, in kako ste zadovoljni z rezultati? Tako je, snemanje na tak način je dosti komplicirano. Tudi potem material ni vas uporaben, zato ker je težko kontrolirati, kdaj ta pomožni avto pade v kader ali pa ne. Je pa efekt tega, kaj svetlobno se zgodi, mislim, da kar dobro viden v filmu in naredimo tako atmosfero, ki je v bistvu zelo težko ustvariti, če bi bil brez teh nekih dodatnih virov svetlobe. Kakšni pa so zdaj načrti za ta kratki film? Ga boš poslal na kakšne festivale? To bojo povedali producenti. Ampak načeloma je tako, da se odpirajo neke priložnosti, neki kontakti so vzpostavljeni. Načeloma je tudi mišljeno, da film je namenjen neki festivalski poti, nekem normalnem festivalskem krogu. Ampak bistvo, kar smo pa, se mi zdi, si zastavili, smo pa že v bistvu dosegli. Se pravi, to, da smo testirali nek način snemanja, ki bo recimo z Milošem, ki smo načrtovali to, so v bistvu načrtovali to tudi v luči tega, kar namerava naprej delati. Kaj pa je to? Ja, jaz sredi oktobra začnem snemati celovečerni igrani film, ki se tudi veliko dogaja po noč. No, se že veselimo. Klemen, hvala. Mi pa zdaj res nadaljujemo z naslednjim zajtrkom in filmom Dekleta ne jočejo. Ponovno lepo pozdravljeni na zajtrku z avtorji. Z nami je ekipa filma Dekleta ne jočejo in sicer igralka in ena izmed glavnih protagonistk Nina Rakovec, potem Nadja Bedjančič, kostumografka, Anže Rozman, avtor glasbe, Simon Panšek, direktor fotografije in pa scenarist in režiser Matevž Luzar. Lepo pozdravljeni. Jaz bom začela kar pri Matevžu. Film naj bi navdihnili resnični dogodki, pa me zanima, kako se je v bistvu iz tega razvijala zgodba potem naprej. Resnična zgodba je malo drugačna. Itak realnost je zmeraj drugačna in treba dolgocajtne stvari malo ven odrezati. Nekako tako, tam je bila malo, kako bi rekel, manj likovno. Tle so v bistvu hotel se narediti, da je ta girl power treh različnih karakterjev, ki skupaj igra v moški svet. V bistvu, zakaj pa si se sploh odločil narediti film o treh glavnih ženskih likih? Malo v bistvu zaradi tega, ker so me vsi spraševali, če bom delal samo z upokojenci. Tako da, pol sem pa, v bistvu malo sem pogrešal v slovenskem filmu ženske junakinje in ženske like, močne like. In nekako tako sem pač tudi štartal v tem projektu. Nekaj cajta sem iskal zgodbo, pa ok, pa prišla ta zgodba, sem pa rekel, to je to. Večkrat rečeš, da v bistvu v svojih filmih rad raziskuješ teme, ki jih še ne poznaš tako dobro, tako da me zanima, kaj si se v bistvu skozi ta film mogoče naučil. Da so ženske večna uganka. Nina,
Marina, bi se strinjala s tem? Ja. Čeprav tudi moški ne zaostajate, no, sam to. Kako pa je bilo tebi delati v bistvu v ekipi treh žensk, treh glavnih protagonistk? Super, res, tako smo bili, ja, klub vražjih babnic. Tako, že na začetku, no, skozi vaje, to mi je fajn pri Matevžu, ko dela v bistvu najprej priprave na projekt, ne, skozi vaje in skupaj pač postavljamo like, ne, in delamo na scenariju. In smo se že takrat takoj ujeli, ne, in sem vedela, da to bo nek tak zelo lep projekt. In se je izkazalo, da je bilo pol še boljše, kot sem pričakovala, no, tako da bili smo taka krasna ekipa, z obema mi je bilo tudi super delati, ne, tako z Mašo kot s Tanjo. In smo se res, toliko smo se zabavali, tako da spet včeraj, ko sem gledala film, ko podoživljaš stvari, ne, koliko smo se mi presmejali, sploh v teh scenah, ko smo morali biti zajebane malo, ne. Tako da ja, no, in tudi z Matevžem je bilo tako lepo delati. Tako da zelo lepa izkušnja. Si pa predstavljam, da je tudi film s tremi glavnimi protagonistkami zelo zanimiv za kostumografijo. Tako da mislim, iz filma je en zelo ta lušten moment, ko se one odpravljajo, da bojo zdaj pobrale denar od tega odvetnika in sta v bistvu Suzi in pa Tatjana sta obe oblečeni v črno, ne, medtem ko Marina pride pač oblečena vsa pisana in reče, da ona pa bi res si ne želela umreti v črnem. To mi je bil en tak zelo lušten moment, pa če bi mogoče kaj več o mogoče kostumografiji in kako. Obojem. Ja, enoč fajn je bilo delati, ker sem si dala lahko, mislim, sem imela odprte roke, ker mi Matevž pač dovolil, da naredim tako pač like, a ne? Tako da smo se zabavali vsi. Jaz bi tudi rekel, v bistvu, tudi igralke so se zabavali, zato so končno lahko nosile stvari, ki si jih drugače ne upajo. Kako pa bilo recimo iz vidika pač kostumografije sodelovati tudi z direktorjem fotografije, kakšna je tukaj neka povezava, neke barvne lestvice, je to kaj pomembno, mogoče? Enač, v pripravah smo sodelovali, pa kostume gledali, pa malo debatirali, tako da čisto normalno se je lepo potekalo, timsko delo, tako da fajn. Gre pa tukaj za televizijski film. A je v bistvu snemanje za televizijo, ima kakšne drugačne parametre zakonitosti kot za kino, ali je podobno na nek način? Stvar je v tem, da če snemaš za televizijo, lahko malo bolj si lahko površen, malo več kompromisov lahko delaš, ker je pač ni to na platno, ampak je pač na ekranu, ki je manjši kot platno. Se pravi, se ne vidi toliko detajlov. Če pa delaš kao za film, za platno, moraš pa bolj v detajle iti. Ampak mi smo se odločili čisto na začetku, da delamo za platno, tako da smo delali na 100%, brez kompromisov teh nekih. Jaz bi tle še dodal, v bistvu bi rekel, da danes živimo v teh časih, kjer se televizija pa film zelo približujeta v igranem programu. In ne moramo več delati take razlike, da je te film nekaj, kar delamo tako sprot, ampak je film. A pa je v bistvu kakšen plan za ta film, da pride tudi v kino, ali bo zdaj Želje in pogovori so to smer, v bistvu bomo pa videli, kako bo. Ni to samo odvisen od neke želje, je treba tudi pravilno v bistvu zapeljati stvari. Potem pa še mogoče vprašanje za Anžeta, avtorja glasbe. Gre za en zelo tak dinamičen film, z zelo dinamičnimi liki, pa me zanima, kako si se ti lotil delanja glasbe za ta film, kakšen pristop? Kar posebno za ta film delati, ker sem prišel jaz v ekipi en teden pred sinhrom, dober teden pred sinhrom, tako da polovica muzike je že prej naredil Dragoj Venuša in potem sem jaz nekako skočil. In sem imel zanimivo nalogo, ker je Dragoj že nek material postavil. Matevž je imel zelo jasno sliko, kako hoče glasbo naprej pelati. Tako da 2 dni sva se naprej z Matevžem lovila, neke 2-3 verzije sem jaz poslal
da sem nekako začutil, kaj Matevž hoče. Ne, in je na koncu glasba v filmu služi samo kot nek motor, daje ritem. V bistvu celotna glasba je v istem tempu napisana, se tempo ne spreminja, tudi tonaliteta se ne spreminja, v bistvu gradi se samo na enem, dveh motivih. In ne izraža nobenih čustev ta glasba, v bistvu malenkost je humorna in dodaja v bistvu k temu, da je film tudi je malenkost humora, ne. Glasba k temu dodaja, ne izraža pa nobenih v bistvu globih čustev. Je v bistvu res samo spremljevalna vloga. V bistvu to poudarja te neke komične momente, se mi zdi, ki zelo lepo izpadajo. Nekako v bistvu te komične momente malo nadgradi. In v bistvu se mi zdi tudi, tako kot je Drago na začetku glasbo naredil, ker na začetku film ni humoren, ampak edino njegova glasba pa doda nekako ta humoren moment, ko občinstvo to gleda, pričakuje, da bo mogoče pa to res neka komedija ratala iz tega. V bistvu me zanima še, Nina, zdaj ne vem, koliko natančno je Matevž napisal like, pa koliko ste imeli v bistvu same tudi nekega inputa v te like, mogoče kaj več o tem. Matevž je zelo natančno napisal pač like in jasno postavil in kar mi je pa super pri njemu je pa to, da dovoli igralcu, da se razigra, ne, in da v bistvu, ja, tudi skozi te priprave nekako stopiš v lik, ne, ker tudi Suzi je zelo drugačna od mene v nekih stvareh. Tako da ja, to sodelovanje je bilo zelo pomembno, ne, ampak že scenarij je bil pač zelo trden, sploh nismo nič spremenjali, seveda. In tako da tudi liki so bili zelo jasno napisani, zelo si vedel, kaj pa kako, pa skupaj smo raziskovali, tako da. Ok, ker nas malo preganja čas, bo to za današnji zajtrk je vse, tako da lepo vabljeni še na naslednje filmske projekcije in se ponovno vidimo jutri ob istem času na istem kraju. Bio. Ciao.